Lepo pozdravljeni, sem Mirjam Kalin in prihajam iz Osnovne šole Dobravlje. To je ena izmed 5 osnovnih šol v občini Ajdovščina. Naš šolski okoliš je podeželski, zajema kar 21 vasi, ki so povezane v 14 različnih krajevnih skupnosti. Naša šola pa je še dodatno razvejana, kajti delujemo na 5 lokacijah. Poleg matične šole, ki se nahaja v Dobravljah in ki jo letos obiskuje 232 učencev, imamo še 4 podružnične šole. Naša največja je v Črničah s 103 učenci, sledi podružnica v Vipavskem križu s 76 učenci, nato Skrilje s 67 in pa Vrtovin s 15 učenci. Ko sem pred leti, tega je več kot 30 let nazaj, obiskovala srednjo šolo, nam je takratna učiteljica slovenščine in razredničarka gospa Bruna Vuga dala vedeti, da je poznavanje filmske umetnosti zelo pomemben del naše vsesplošne izobrazbe. Ko sem kasneje pričela poučevati najprej na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici in nato na Osnovni šoli Dobravlje, sem filmsko vzgojo kot del vzgojno-izobraževalnega procesa zelo pogrešala. Filmska vzgoja je bila prepuščena posameznim učiteljem, ki so po lastnem izboru predvajali v razredu kak film povezan z učno snovjo na takratnih VHS kasetah in kasneje na DVD-jih. V kino so šli zelo poredkoma, jaz sem to doživela enkrat. In tudi ko sem pred 9 leti postala ravnateljica, nekako nisem vedela, kako bi se tega lotila, kajti v našem bližnjem mestu Ajdovščina že več kot 10 let ni deloval lokalni kino. Nam najbližji kino se nahaja v Novi Gorici, ki je 25 kilometrov stran, nato sledi Sežana, Koper, Ljubljana. To pa pomeni veliko zamudo zaradi vožnje na račun pouka, dodatne stroške za učence in starše in pa seveda tudi omejeno količino učencev, ki jih lahko tja peljemo. Zgolj morda 2 ali največ 4 razrede, nikakor pa ne cele šole. To ključen preobrat pri tem pa je predstavljal en zelo pomemben dogodek. In ta dogodek se je odvijal prav pred 4 leti v tej kinodvorani. Ja, to je bila prva mednarodna konferenca o pristopih k mlademu občinstvu. In na šolo smo prejeli povabilo. Na moje veliko veselje se je kar 8 strokovnih delavk odločilo, da se tega posveta udeležijo izmenično v 2 dneh. In navdušene nad primeri dobrih praks iz tujine in pa tudi nad primeri, ki jih ponuja Kinodvor, smo se že med odmori za kavico, tudi takrat so bili slastni rogljički, med odličnim kosilom, tako kot letos, in med vožnjo tja in nazaj dogovarjali, kako bi filmsko vzgojo vzpostavili najprej na naši šoli in če je le možno na ravni cele občine. Čeprav smo bile navdušene, si takrat niti v sanjah nismo mogle predstavljati, da bomo čez 4 leta predstavljali primer naše prakse tukaj, zdaj. Zato je za nas to zelo poseben trenutek in hvala organizatorjem, ker ste nas povabili in prepoznali naš primer kot tak, ki ga je vredno deliti z drugimi. Kaj nam je uspelo v teh 4 letih? Pravzaprav že v prvem letu, po tej konferenci leta 2014, nam je uspelo povezati vseh 5 osnovnih šol v naši občini in skupaj vzpostaviti projekt, poimenovali smo ga Teden filma za osnovne šole. In v okviru tega projekta smo omogočili vsem učencem
teh šol ogled enega filma. Pridružile pa so se nam še skupine otrok iz otroškega vrtca v Ajdovščini in pa iz zavoda Cirius v Vipavi. 2 leti kasneje se nam je pridružila še srednja šola Veno Pilon iz Ajdovščine. Tukaj imamo primer, koliko šol sodeluje pri tem našem projektu in koliko učencev si je ogledalo izbrani film na razredni stopnji, na predmetni stopnji v letošnjem šolskem letu. Na naslednji prosojnici pa vidimo, koliko učencev si je posamezen film ogledalo v tem šolskem letu. In na številko 2934 smo ponosni. Kako se tega lotiti? Najprej smo preverili tehnične možnosti, ki jih imamo, ki so nam na voljo. Obrnili smo se na občino Ajdovščina, ki je lastnica dvorane prve slovenske vlade, kjer je nekoč bil priljubljen lokalni kino. In povedali so nam, da ima, kot vidite na sliki, kar udobne sedeže, da je dobro ozvočenje, filme pa je možno predvajati na DVD-jih. Naslednji korak je bil, da smo stopili v stik z distributerji. In ti so nam povedali, da je povsem legalno predvajanje filmov na DVD-jih v takšni dvorani, če z njimi predhodno sklenemo pogodbo in nato poročamo o številu ogledov. Nato smo seveda morali se povezati z ravnatelji. In ravnatelji so imeli zelo podobno izkušnjo kot jaz iz srednje šole, postali so ljubitelji filma in bili so takoj za, da se filmske vzgoje v občini lotimo enotno. Pomemben pa je bil še en povsem neformalen dogodek. Na druženju po eni izmed občinskih proslav sem bila v kontaktu s predsednikom Zveze kulturnih društev, gospodom Arturjem Lipovžem, in povedala sem mu, kaj bi radi ravnatelji vzpostavili. On pa je povedal, da ravno tako na njihovi strani iščejo načine, kako bi v občini vzpostavili filmsko vzgojo. V tistem letu je bila pomembna obletnica smrti Silvana Furlana, ustanovitelja Slovenske kinoteke, in malo kdo verjetno omenja, da je bil Silvan Furlan rojen oziroma je mlada leta preživel na Brjah, to je kraj, ki se nahaja v naši občini in celo v našem šolskem okolišu. In to je bil razlog več, da sodelujejo tudi oni. Verjeli ali ne, bili so pripravljeni, da financirajo oglede filmov. Tako. Zdaj, ravnatelji, imeli smo finance, imeli smo prostor, veliko dobre volje strani ravnateljev, potrebovali pa smo tudi učitelje. In zelo, zelo dobro smo se zavedali, da učiteljem izvajanje filmske vzgoje ne moremo kar tako predpisati. Zato smo se odločili, da v avgustovskem času, pred pričetkom novega šolskega leta, organiziramo skupen posvet za vse učitelje teh šol. No, in tukaj smo stopili v kontakt z gospo Barbaro Kelbel iz Kinodvora, ki nam je tudi pomagala pri svetovanju predavateljev. Izbrali smo z njeno pomočjo gospo Martino Peštaj, ki je predstavila, kako naj bi filmska vzgoja izgledala na šolah, kakšen pomen ima filmska vzgoja, kaj nam lahko prinese, kako izvajati pogovor pred in po ogledu. To predavanje smo nadaljevali z ogledom filma Navihani Brem. Ta film pa smo izbrali, ker obravnava problematiko, ki je za naše učitelje zelo, zelo aktualna. In to so nemirni učenci v razredu. Učitelji se vsako leto spopadajo s situacijami, ko tradicionalni pristopi ne delujejo več in so primorani iskati nove poti za komunikacijo, razumevanje in delo s takimi učenci. In ta film je bil zelo, zelo dobro sprejet. Vse skupaj pa smo zaokrožili še s strokovnim predavanjem,
kaj lahko učitelj naredi, ko ima takšne učence v razredu. Že med odmori smo, tako kot danes slišim, kakšne povratne informacije, kako se vam zdijo predavanja, smo takrat zbirali mnenja učiteljev in slišali smo, da mnogi od njih menijo, da je čas, da se filmska vzgoja vzpostavi v celi občini. Postavili smo si tudi neke skupne cilje in želeli smo, da naši učenci v prvi vrsti spoznavajo filmsko umetnost. Ko smo jih povprašali, kolikokrat gredo v kino, smo ugotovili, da gredo le redki in da obiščajo v glavnem velike kinocentre v Kopru ali v Ljubljani, kjer si ogledajo izrazito samo filme, ki imajo zelo močno podporo advertisinga. In poleg tega pa so ti učenci tudi dnevno prepuščeni v glavnem zelo komercialnim filmom na televiziji, številnim neskončnim nadaljevankam in pa tudi na žalost resničnostnim šovom. In tukaj smo želeli jim ponuditi nekaj drugega. Potem želeli smo tudi, da je izbrani film, da predstavlja umetniško doživetje, torej da vsebuje neke elemente s področja številnih umetnosti, ki jih film vključuje. Potem tudi postavili smo si za cilj, da izbiramo take teme, o katerih se želimo v šolskem letu še naprej pogovarjati in posvečati dodatno pozornost in ki so tudi aktualne za naše učence. Pogledali smo, kakšno generacijo učencev imamo in kaj bi ti potrebovali. In seveda smo še isto leto vključili filmsko vzgojo tudi v naš letni delovni načrt in z učitelji se dogovorili, da jih vključijo v svoje letne priprave. Kaj se nam je zdelo pomembno? V prvi vrsti izbor filma. Preden smo film izbrali, si ga je ogledalo za razredno stopnjo nekaj razrednih učiteljev, za predmetno stopnjo pa nekaj skupinica predmetnih učiteljev. Tukaj smo imeli eno majhno omejitev. Upoštevati smo namreč morali vse logistične in organizacijske posebnosti, kajti 4 od vključenih šol smo vozači, treba je bilo pripeljati otroke tja nazaj in dvorana sprejme 245 gledalcev plus morda še 20 dodatnih sedežev. In tako smo videli, da se nam bo izšlo, če na dan organiziramo eno projekcijo za razredno stopnjo, eno za predmetno stopnjo. In za razredno stopnjo smo morali izbrati film, ki je sinhroniziran. Za predmetno stopnjo pa film, ki ustreza učencem v starostni skupini od 5. do 9. razreda, kar predstavlja določeno omejitev. In že takrat smo se dogovorili, da bomo izvajali oglede pred in po ogledu. Tukaj nam je bilo veliko pomoč izobraževanje. Knjiga gospe Mirjane Borčič, ki je tudi danes, vidim, med nami, in kasneje tudi filma knjige Alena Bergalaja Vzgoja za film. Držimo se vseh priporočil, ne moraliziramo, ne dajemo dokončnih odgovorov, nimamo mi prav, prisluhnemo učencem. In še ena stvar nam je bila pomembna, da je ta obisk kina kulturen in pa obenem tudi družaben dogodek. Družaben, da vsi vidijo isti film, da gredo v film skupaj, da se o tem pogovarjajo. Kulturen pa tudi, da se vedejo kulturno, da recimo ne klepetajo med projekcijo. Dogovorili smo se, da to ne bo tak kino kot v Kopru ali Kolosej v Ljubljani, da ne bomo pili Coca-Cole, ne bomo jedli kokic in ne bomo zapuščali dvorane, ko se bo nekomu zljubilo, ampak samo iz tehnega razloga. In to v redu deluje. Učenci se osredotočijo na ogled filma. Tukaj bi rada povedala še, da se je zgodilo nekaj povsem spontanega, kar jim nismo povedali.
in običajno se v kinu ne dogaja. Naši učenci, pa tudi učenci drugih šol, tako so nam povedali ravnatelji, so po projekcijah povsem spontano in glasno zaploskali. In to nam je bila svojevrstna povratna informacija, da je bil to res dogodek zanje. In še nekaj, z učenci smo se pogovorili, da po zaključku filma ne vstajajo in zapuščajo dvorane in ne stečejo ven, temveč počakajo, da se odvrtijo vsi zapisi, kdo je sodeloval pri nastajanju filma, kajti s tem izražamo spoštovanje ustvarjalcem. Za prvi teden filma smo izbrali film za razredno stopnjo Loti in skrivnost Mesečevega kamna. In zakaj smo se odločili za ta film? Učiteljice v glavnem, so opozarjali, da so učenci, ko se znajdejo pred nekimi težavami, vsako leto malo bolj pasivni, da prosijo za pomoč, se ne znajdejo sami ali pa se jim tudi malo ne ljubi. In zato se nam je ta film zdel dobra spodbuda. Glavna junakinja namreč se odpravi na pot, kjer premaguje številne ovire, številne težave, ostaja pri tem dobrovoljna, opazi mnogo lepot v naravi in krog sebe, se jim čudi, spoznava številne nove ljudi, sklepa prijateljstva. Dandanes bi temu rekli, da je glavna junakinja čuječa. 4 leta nazaj ta beseda še ni bila tako množično uporabljena, sedaj pa vedno pogosteje prebiram v medijih, da je to ključna kompetenca za prihodnje generacije. In za predmetno stopnjo pa se nam je zdelo pomembno, da izberemo film, ki je po tematiki blizu našim učencem. Izbrali smo Vratar iz Liverpoola. Že na sliki vidite, da tisti fant visi na obešalniku v šolski garderobi. Verjetno sam ni šel tja gor, ampak ga je nekdo obesil, torej gre za šikaniranje, tema, o kateri se v šolah veliko govori. Pred njim stoji deklica, predvidevamo, da je v njo zaljubljen, torej imamo ljubezen. Lahko povem še, da ima doma mamo, ki ga stalno nadzira, torej dodatna težava, da si zelo želi postati znan nogometaš, pri tem pa ima veliko strahov in se žoge pravzaprav boji, močnega udarca žoge. Skratka, kup tem, o katerih smo se lahko preko junakov pogovarjali z našimi učenci. Teden dni, preden smo učence peljali v ta naš kino, smo izvedli na šoli eno posebno uro. In sicer pri uri tehnike ali pri fizike, glede na to, kaj je bilo na urniku, smo si drznili pokazati učencem razvoj filma. Zakaj drznili? Ker to je nekoč bilo v učnih načrtih, sedaj pa ni več. In tako sta učitelja, ki jo vidimo na sliki, učilnico razdelila na 4 postaje. Najprej sta jim prikazala razvoj filma, tudi take posnetke, ki smo jih videli v predhodnem predavanju o konjih v gibanju, kratki film Brata Lumière, pa nekaj izsekov iz nemih filmov, vse tja do zvočnega filma. Nato so učenci gledali skozi kamero obskuro, tiste kamere obskure so naredili učenci preteklih generacij in so še spravljene na šoli. Prikazala sta na eni izmed postaj, kako so v preteklosti razvijali filme in zaključila pa sta s predvajanjem enega filma na 16-milimetrskem projektorju, ki ga tudi vidimo na sliki. Zgodba o tem projektorju, pred 20 leti je bil ta projektor v kontejnerju za odpad, ko so prenavljali šolo. Tem učitelju na sliki pa se je zdelo to škoda, ga je vzel ven, spravil, nesel domov in ga ob tej priložnosti prinesel zopet v šolo, kjer ga bomo še uporabili. Odločili smo se namreč, da tako uro izvedemo v 6 razredih vsako leto, potem ko grejo 4 leta mimo.
Pri likovni vzgoji so učenci izdelovali animacije, ki jih vidite na sliki, in nato razstavili v šolski avli. Po ogledu pa je potekal v razredih pogovor. Učitelji, ki so vodili pogovor, so se sami javili. Tukaj bi še omenila, da so nam zelo v veliko pomoč priprave, ki so prosto dostopne na spletnih straneh Kinodvora. Učitelji niso strokovnjaki za film in so se tega malo bali. Ko pa so videli te priprave, so takoj vedeli, da bodo to zmogli. Pa ne samo to, sami znajo dodati veliko svojih kreativnih idej. In razredni učitelji vsi vodijo pogovore za svoje učence, predmetni učitelji pa tisti, ki to čutijo. V glavnem gre za učitelje slovenščine, tujih jezikov, zgodovine in naša knjižničarka je zelo aktivna pri tem. Dogovorimo se o tem. Mogoče pa še ta spomin, ko se nam je 2 leti pridružila še gimnazija iz Ajdovščine, srednja šola Veno Pilon, mi je takratna profesorica rekla: Mirjam, jaz bi raje, da bi te pogovore vodili filmski strokovnjaki. In potem sem ji odvrnila: gospa Bruna, pa vi veste, koliko filmskih navdušencev ste vzgojili takrat? No, po pogovorih pa učenci napišejo kratke refleksije, svoje vtise o doživljanju filma, in te vtise vedno razstavimo v šolski avli, kjer jih potem lahko še večkrat prebirajo, primerjajo med sabo, se pogovarjajo o filmu in s tem podaljšamo to doživljanje filma. Na tej sliki vidimo primer iz razredne stopnje. Najmlajši učenci svoja doživetja narišejo, iz višjih razredov te prve stopnje pa tudi že napišejo daljše zapise. Konkretno ob tem filmu Lot in skrivnost Mesečevega kamna so še razstavili razne zbirke, barvali kamenčke in počeli še veliko zanimivih, lepih stvari. Že prvo leto po tem prvem ogledu smo se ravnatelji dobili skupaj s predsednikom Zveze kulturnih društev in poskušali evalvirati, oceniti, kaj nam je ta naš skupen projekt prinesel. In z veseljem smo ugotovili, da smo takrat omogočili ogled enega filma 2000 učencem, tega sicer ne bi bilo. Odziv strani učiteljev je bil izjemno pozitiven, želeli so s tem nadaljevati, predvsem pa je bil pozitiven odziv strani naših učencev. In Zveza kulturnih društev je napisala strategijo, v katero je vnesla razvoj oziroma spodbujanje filmske vzgoje in omogočanje filmske vzgoje v občini. Celo občina Ajdovščina je to zapisala v svojo strategijo in dala Zvezi kulturnih društev finančna sredstva, da nam to pokriva. Občina Ajdovščina je pa tudi nekoliko izboljšala opremo v dvorani. Iz DVD-ja smo napredovali na Blu-ray in še vedno nimamo digitalnega predvajalnika in kupili so en boljši projektor. No, ko smo izbirali film za naslednje šolsko leto, smo se odločili, da gremo v zgodovino in da obenem predstavimo učencem vsestranskega filmskega ustvarjalca Charlieja Chaplina. In enkratno pri njem se nam je zdelo med drugim tudi to, kako lahko zelo resne, žalostne trenutke v življenju obravnava s humorjem. In poleg tega smo želeli, da vidijo tudi primer nemega filma, kakšno vlogo ima glasba v nemem filmu, kakšno vlogo ima igra. Nekateri učenci so se šli potem z učitelji pantomimo v razredu
in tako naprej. Nekaj je bilo pa zelo pomembno. Ta film se nahaja samo v digitalni obliki. Digitalnega predvajalnika pa nimamo. Zato smo se morali povezati s Slovensko kinoteko, ki je rade volje priskočila na pomoč. In dobesedno se je kinoteka preselila za teden dni v Ajdovščino. Dva njihova operaterja sta dnevno se vozila dol s projektorjem in predvajala te filme. In za zaključek so nam pa ponudili še ogled enega filma, ki je spet na svoj način povezan z našim mestom Ajdovščino. Ta film je Ko sem bil mrtev, znamenitega režiserja Ernsta Lubitša. Film je dolga leta veljal za izgubljenega, potem pa so ga našli v zapuščini enega gospoda, ki je dalj časa bival in deloval v Ajdovščini. In tako se je ta film, in ta najdba je bila zelo, zelo pomembna za Slovensko kinoteko, ki je takrat bila ravno v razvijanju, v evropskem merilu. In tako se je ta film na svojsten način vrnil v Ajdovščino. In ob tej priložnosti pa seveda smo tudi učencem predstavili, kakšen pomen ima Slovenska kinoteka in kakšna dela, kakšna opravila izvaja, kakšno je njeno poslanstvo. V šolski avli smo zopet priredili razstavo o delu Charlieja Chaplina in ideja naše strokovne delavke, knjižničarke, gospe Irme Krečic-Lejko, ki je danes tudi z nami, je bila, da si v goriškem gledališču izposodimo kostum in ga razstavimo v avli. Tako je vsako jutro, ko smo prihajali v šolo, smo imeli občutek, da bo zdaj prišel še Charlie Chaplin, se obul, nadel klobuk na glavo, vzel palico in da bo ta potepuh zakorakal po naši šoli. In ta temo filma Cirkus smo povezali še z eno dejavnostjo, ki je takrat bila aktualna na šoli. Verjetno ste nekateri izmed vas vključeni v projekt Etika v vzgoji in izobraževanju. Ste morda? No in ravno takrat je bil na vrsti modul pravičnost, tako da so lahko učenci, ko so se pogovarjali o vsebini filma, lahko navezali tudi na to temo in razmišljali, kaj je pravično, kaj ni prav, zakaj spoštovati zakone in tako naprej. No, pred nami je bilo že naslednje šolsko leto in izbor novih filmov. Učiteljice razrednega pouka so dalj časa razmišljale in tehtale, kateri bi bil primeren film zanje. In film Mali princ je dolg kar 1:48 in dilema je bila, ali bodo najmlajši zdržali tako dolgo ali ne. Potem pa so se le odločile, da bodo, če bodo na to primerno pripravljeni. In tako se je tudi zgodilo. Za predmetno stopnjo pa smo izbrali film Bekaz. Zakaj film Bekaz? V tistem času so v Slovenijo začele prihajati trume beguncev, ki so iskale pot v boljše življenje. In nekaj takega se odvija tudi v tem filmu, ko ti dve siroti, ki sta postali to zaradi vojne, iščeta pot v lepše življenje. In učenci so v šolo prihajali z zelo različnimi mnenji o beguncih in zato smo čutili to kot našo obvezo, kot naše poslanstvo, da to temo načnemo in jim predstavimo s filmom. Tisti, ki ste ta film videli, verjetno vam je ostal v spominu en poseben moment v filmu, bolj proti koncu je. In v tistem trenutku se je celi dvorani učencem, to ne samo naših, ampak tako so povedali tudi druge šole, dobesedno zastal dih. In to je nekaj časa trajalo. In potem je sledilo veliko olajšanje, ko se film srečno
ko se situacija srečno razplete. Tako. Včeraj smo poslušali gospoda Krofliča, ki je pripovedoval o magiji filma. In mi smo skušali magijo filma Mali princ podaljšati še na različne druge načine. In tako je zopet naša gospa knjižničarka uprizorila skupaj z učenci igrico Mali princ. Sama jo je tudi dramatizirala. In preden so si učenci ogledali to igrico, pa so na šoli vsi prebirali knjigo o Malem princu. Najmlajši v neki poenostavljeni verziji, starejši na predmetni stopnji pa v originalni verziji. In pogovarjali so se o tem, naredili so zapise, sporočili iz Malega princa in ta sporočila so bila potem povsod po šoli izobešena. Na tej sliki pa vidimo en ključen prizor z vodnjakom. Kaj predstavlja ta vodnjak, ki se sicer pojavi tudi v knjigi? To šolsko leto smo posvečali še eni dodatni temi in to je pomenu vode. In mi enkrat letno priredimo eno skupno veliko proslavo ob kulturnem dnevu, kot to počnete številne šole, in mi takrat sodelujemo vsemi podružnicami. To proslavo smo jo poimenovali Voda, dar, radost, življenje. In s tem prizorom smo skušali še dodatno povedati, kakšen pomen ima za nas voda. Eno izmed sporočil, in vendar bi lahko tisti, ki iščejo, vse našli v eni sami vrtnici, v enem samem požirku vode. Zadnje šolsko leto, izbira filmov, Hokus pokus Albert za razredno stopnjo in pa Pojdi z mano za predmetno stopnjo. Za Hokus pokus Albert so se učiteljice odločile, ker se obravnava tudi odnos in željo potem, da bi glavni junak imel psa. In so to videle kot idealno priložnost, da se pogovarjajo o hišnih ljubljenčkih, o odnosu, dolžnostih do hišnih ljubljenčkov. Poleg tega pa je v tem animiranem filmu še veliko drugih tem, na primer kako privarčevati denar, ali denar lahko pričaramo, kako si pridobiti prijatelje, ali moramo nekomu ustreči za to, da bomo njegov prijatelj. In še bi lahko naštevali. Ko smo v Kino Balonovem katalogu videli film Pojdi z mano, se nam je takoj zdelo, da bo to ta prava izbira. Kajti želeli smo učencem ponuditi filme iz različnih okolij in zdelo se nam je, da je na vrsti in da se spodobi, da se v to zaporedje uvrsti tudi domači slovenski film. In seveda se je to vse potrdilo. Učiteljice so pa izrazile eno dilemo, da bo morda nekatere učence strah, kajti film je označen kot grozljivka. Zato smo se dogovorili, da izvedemo skupno razredno uro, zbrali smo se v šolski telovadnici in smo se pogovarjali o strahu. Vprašali smo, česa vas je strah. In hitro smo dobili odgovore: teme, podstrešja, kleti, nenadnih zvokov, strele, groma, senc. In že smo imeli vse to, kar dejansko grozljivke izkoriščajo, da naredijo nek prizor bolj grozljiv ali strašljiv. Nato smo učencem pokazali, kako se to uporabi v filmu. Na primer, pokazali smo en prizor prav iz filma, kjer vidimo nebo in drevesa. In če to gledaš, lahko je to, se ti zdi svet čudovit. Če pa je predhoden prizor in prizor, zatem je tisti, ki potem naredi zgodbo iz tega in da drugačen pomen določenemu prizoru. In seveda tudi glasba, ki je zraven, ima še poseben učinek. Teme v tem filmu: podeželje,
mesto, razlika, kaj se zgodi, ko se učenci znajdejo brez telefona, pametnega na podeželju, ko se izgubijo, kako reagirajo posamezniki, ko ne vejo, kako najti rešitev, nekdo se prestraši, nekdo obtožuje druge, tretji poskuša iskati rešitev. Mi smo vse to skušali aktualizirati, kako bi pa vi skušali, kako bi se obnašali, kako bi vi to doživeli. Eden od glavnih junakov pa ima še dodatne težave doma, alkoholizem, v šoli mu grozi izključitev in zelo smo se s pomočjo tega filma pogovarjali z učenci, na koga pa bi se obrnili, če bi imeli take težave, kdo vam lahko pomaga in tako in podobno. Zopet razstava z mnenji učencev v naši šolski avli. Tukaj pa imamo primer ustvarjalnih dejavnosti na naših podružničnih šolah, inicialke in še malo bolj podrobno vidimo, najmlajši rišejo, starejši učenci pa radi stripe naredijo ali pa ustvarjalno pišejo. Tukaj imamo primer nadaljevanja zgodbe. No, da je bil izbor tega filma, všeč nam je bilo, da smo izbrali ta film, ker nam je ponudil še eno dodatno možnost in to je, da na šolo povabimo ustvarjalca. In zelo veseli smo bili, ker se je našemu povabilu odzval režiser Igor Šterk, ki je prišel na šolo teden po ogledu. Med ogledi so naši učenci pripravili že vprašanja in tako da so sami vodili ta intervju v šolski telovadnici. In kaj nam prinaša filmska vzgoja? V prvi vrsti drugost. Naši učenci še vedno radi gledajo akcijske filme, še vedno radi gledajo smešne filme, kljub temu pa se sedaj zavedajo, da so v ponudbi tudi drugačni filmi, ki jih lahko drugače doživijo. Pristopi do obravnavanih tem so drugačni, recimo teme o tujcih, beguncih, pravičnosti nismo obravnavali zgolj med poukom, ampak s pomočjo filmov. Odziv učencev je zelo dober in vsako leto nas preseneti to, ker se venomer odzivajo učenci, ki so drugače zapostavljeni, torej učenci, ki se ne oglašajo, ki ostajajo v ozadju, so sramežljivi ali ne veljajo za uspešne, so tokrat dobili svoje mesto na šoli. Izbiramo seveda tudi različne avtorske pristope in kaj se je zgodilo? Naši učitelji so začeli vse bolj posegati po filmu kot po nekem učnem sredstvu. In tako na primer sedaj je stalnica v 5. razredu, uporabljamo za obravnavo teme šikaniranje med deklicami, film Najin svet. V 8. razredu pa, kjer sta učiteljici športa in biologije tradicionalno izvajali dan dejavnosti na temo motnje hranjenja, so to letos naredili s pomočjo filma Moja sestra Suhica. In učitelji se v zbornicah več pogovarjajo o filmih, jih primerjajo, to je sedaj ena izmed tem, ki je prej ni bilo na sporedu. Zelo pomembno se nam pa zdi, da vsi učenci v občini vidijo oziroma v našem okolju vidijo isti film in ne samo vsi učenci, tudi vsi učitelji in to je svojevrsten povezovalen element. Imamo neko skupno zgodbo in nimamo evalvacije, ker je to ni mogoče, kot je prej povedala gospa Kelbl, ampak slutimo, da imamo dokaj umirjeno življenje na šoli, da imamo dobre odnose z našimi učenci, prav zato, ker tu nasplošno pri dejavnostih in predvsem pri filmski vzgoji jih poslušamo. Kaj povedo, upoštevamo njihova mnenja, upoštevamo njihova čustva in se tako čutijo sprejeti in ko imajo kakšno težavo, se obrnejo na nas. Kakšne imamo načrte za prihodnost? Sodelujemo v projektu FOŠ, naši učitelji se izobražujejo. Želimo si, da bi to lahko še bolj medpredmetno povezali.
Želimo si nakupiti opremo, da bodo lahko naši učenci snemali filme, izdelovali animirane filme. In tudi želimo povabiti na šolo še več filmskih ustvarjalcev v naslednjih letih. Tudi želimo si nadaljnjega sodelovanja z različnimi institucijami, ki se profesionalno ukvarjajo s filmi. Če bodo še kakšni projekti, bi se radi vključili. In pa, da bi tudi bogatili našo šolsko knjižnico, oziroma imamo jih kar 5, na vseh lokacijah so manjše knjižnice, da bi imeli učenci možnost si sposoditi DVD-je in pogledati filme doma. Danes sem prišla z naročilnico in izbrala ta kup filmov in upam, da bodo učencem všeč. No, in ko začneš iskati neke poti, se pričnejo odpirati nove in nove poti, mreža poznanstev se širi. Tako so nas letos sami od sebe poklicali iz informacijske točke Europe Direct, ki deluje pri ROT Nova Gorica, in nam ponudili, da v našem mestu izvedejo teden evropskega filma, kot se to dogaja v večjih mestih Slovenije. In tako bodo naši učenci deležni ogleda filma Zverinice iz gozda Hoki Poki in Gospodična ne mi težit. Za starejše, za gimnazijce pa bo na ogled ponujen film Franc. Čisto pri koncu sem, vidim, da se mi čas izteka. Tukaj so nekateri izmed filmov, ki sem si jih, kot sem prej rekla, več kot pred 30 leti ogledala kot srednješolka. In ko danes se oziram nazaj, vidim, da so imeli moji učitelji zelo veliko poguma, zelo veliko drznosti, da so nam take filme pokazali. In zelo si želim, da bi tudi naši učenci nekaj takega, in se jim zato tudi zahvaljujem. In želim, upam, da bodo tudi učenci, ki so danes v osnovni šoli, nekaj takega čez 30 let se spomnili in na tak način pomislili o tem. Sedaj pa zaključujem z mislijo slovitega režiserja Ingmarja Bergmana. In to misel imam zelo pogosto pred sabo, vedno, ko razmišljam, kakšen film bomo izbrali za učence. In to je film kot sanje, film kot glasba. Nobena umetnost se ne deluje na našo zavest in se ne dotakne naših čustev tako neposredno in globoko, vse tja do temnih globin naše duše kot film. In s tem zaključujem. Zahvaljujem se vam za pozornost. Vprašanje? Pozdravljeni, vi ste povedali, ste ravnateljica. Jaz sem cel čas lovila te stvari, ki jih tudi v naši šoli počnemo po drobcih. A se vam zdi, da če ne bi bili na poziciji, da ste ravnateljica, če bi bili recimo učiteljica, se vam zdi, da bi se dalo tak projekt speljati tudi brez očitne podpore ravnatelja oziroma z mesta moči, ki jo vseeno ima ravnatelj v šoli? Težko, ker nekdo, če ste pripravljeni prostovoljno delati in vse preklicati, za vse pogodbe priskrbeti in vse šole povezati, potem morda, ne vem, težko vam rečem. Se pravi, na aktivih ravnateljev to predstavite, pa še druge ravnatelje nadušite. Ja. A lahko v mikrofon za to, da prevajalke slišijo tudi? Podpiram to idejo, da bi se projekt predstavil ravnateljem Slovenije, ker se mi zdi, da je res krasen primer in da se v marsikakšni manjši občini temu lahko pridružimo, če bi pač seveda imeli podporo ravnateljev. Tako da krasno, hvala lepa. Morda Mirjam pri tem zelo pomaga, za filmsko osnovno šolo je zdaj obiskala že nekaj krajev, tako da dela na tem in Mirjam se dela na tem.